Kolesarji so pogosto udeleženi tudi v prometnih nesrečah, spadajo med ranljivejše skupine udeležencev v prometu, namreč nimajo nekega posebnega uklepa in dejansko se vsi morebitni trki, padci lahko zelo dolgoročno odrazijo tudi na poškodbah bodisi glave, bodisi okončin. Bistro glavo varuje čelada in to je nekje pri kolesarjenju 20 km/h je glava težka, odvisno od odrasle osebe ali otroka, nekje od 35 do 50 kg. In v praktičnem primeru, če pogledamo, da spustimo kokošje jajce nekje z višine dobre pol metra, vidimo, da jajce poči, se pravi jajčna lupina poči. Jajce, ki je zaščiteno v stiroporjasto ovoj, se pravi isto kot kolesarsko čelada, pa ostane celo. Ko se vozimo s kolesom, so seveda možni padci na različen način in tudi različne poškodbe. Če je poškodba zelo huda, seveda je to vezano na nezmožnost gibanja, nezmožnost hranjenja, okvarjena so čutila, kadar je lahko to samo pretres možganov ali pa nekoliko težji pretres možganov, je lahko v zgodnjem obdobju pravzaprav težav manj, se pa lahko kažejo seveda kot težave na področju spoznavnih, rečemo kognitivnih funkcij, razmišljanja, pomnenja, učenja in te težave lahko dolgoročno vplivajo na zmožnost otroka, da se uči in da ostane samostojen v življenju. Sama zaščitna kolesarska čelada jo je priporočljivo uporabljati povsod, na vseh vožnjah s kolesom in z drugimi prevoznimi sredstvi. Zdaj, za otroke je do 14. leta starosti obvezna, za vse pametne pa seveda tudi kasneje, za vse odrasle. Otroci morajo zaščitno kolesarsko čelado uporabljati bodisi ko vozijo kolo, tricikel, ko so potniki na kolesu, priporočamo jo seveda tudi na rolerjih ali pa na skiroju, namreč čelada je prav, da postane kar obvezni del opreme, ko se otrok odpravi na neko tako aktivnost. Pri nakupu otroške čelade mora biti otroku najprej všeč. Potem se pa začne bolj resen del, tako da moramo najprej ugotoviti obseg glave, da lahko zberemo primerno čelado oziroma ta prava velikost. Tvoj obseg je 58 cm. No, zdaj pa lahko čelado poskusimo. Tako, najbolj laske je treba popraviti. Zdaj čelado namestimo tako nekje na sredino čela, ker je tako najbolj optimalno. Varnostni trak ne sme biti čist napet, se pravi, mora se malo premikati. Tukaj je fajn, če daš dva prsta, zakaj? V bistvu, da te ne stisne za vrat. Druga stvar je pa to, v bistvu, če te slučajno sovoznik ali pa pač kolega na kolesu kaj vpraša, da mu lahko normalno odgovoriš, da se ti ne zatika. In zdaj, če probamo, pomenčkam na stran, se čelada ne premika. Mogoče v tvojemu primeru bi lahko tale trakač še mečkam zategnila, da se čelada ne premika naprej. Zdaj čelada je pravilno nameščena. No, zdaj v tvojem primeru, ko je bila čelada nastavljena na tvoj obseg glave, si imela prostora mogoče za en prst, kar je zelo dobro. Če bi imela manjši obseg glave, bi mogla čelado našponati do konca, je potem preveč prostora, potem pač čelada ne bi bila več primerna. Bi mogla zbrati drugo oziroma manjšo čelado z manjšim obsegom. Uporaba zaščitne kolesarske čelade mora postati navada. Namreč bistro glavo varuje čelada in prav vsakega čelada ščiti. Zato je potrebno, da že pri majhnih otrocih takoj začnemo, da postane to neka rutina in seveda tudi sami starši oziroma drugi odrasli, ki gremo kolesariti z otrokom ali pa v kakšno drugo športno aktivnost, priporočam, da imajo vsi čelado, da so tudi na tak način zgled svojim otrokom.